jaz vklopil tole. Tole napravo. In za uvod bi povedal najprej tole. Hvala Bogu so se množice razredčile, ker je bilo popolnoma nerealno in nemogoče, da bi 120 ljudi v tem okolju nenadoma zanimala sodobna neuroznanost. Torej zdaj smo bližje temu, kar je normalno. Normalno je pa to, kar je sama osnova naših srečevanj, oziroma sploh ideje, da bi jih imeli, in to je interes. Čisto preprosto, psihološko rečeno, interes za znanost. Natančneje za kognitivno znanost in neuroznanost. Danes bi rad spregovoril o nečem, kar je neposredno nadaljevanje tega, o čemer smo govorili zadnjič. Še pred tem pa si bom vzel pravico, da naredim to, kar sicer pripada poslušalcem. Poslušalci, to ste vi, imajo pravico, da ocenjujejo predavatelja. In to tudi počnejo. Po isti logiki ima seveda tudi predavatelj pravico ocenjevati poslušalce. Zanimivo je, da se to nikoli ne zgodi. Meni nihče ne da evalvacijskega lista na koncu oceni publiko. Obratno se zgodi vedno. No, jaz imam to pravico kar vzel. Seveda ne bom mogel oceniti vsega posebej, ker je to nemogoče. Bi pa rad komentiral dve mnenji od zadnjič, ki sta zapisani na tistih evalvacijskih listih. Prvo mnenje, oziroma prva ocena, ali če hočete kritika, je, da je v slovenski ustavi zapisano, da govorimo v Sloveniji, v prostorih slovensko. To je nesporno res in jaz imam nobenih težav s tem. Seveda je tako, tisti zapis se je najverjetneje nanašal na te slide oziroma diapozitive PowerPointov, kot se reče. Jaz govorim v slovenščini, največ pa si nihče ne domišlja, da je mogoče neuroznanost študirati v slovenščini. Preprosto se ne da, to je nemogoče. Zato se jo študira v angleščini. In zgolj podpiranje moje lenobe je, da nekaj zapisov, ki so seveda v angleščini, dam na zaslon. Jaz tega zaslona ne potrebujem. Ta zaslon sploh ni mišljen, da boste vi to, kar bo gor, morali brati, si prepisati, ampak je tako. In jaz se tudi ne bom bral tega, kar je na zaslonu, čeprav to mnogi počnejo. To je zgolj za okras. Zaradi mene to lahko dokazano. Jaz vam itak vse, kar bi rad povedal, kot se reče, v glavi, oziroma vprašanje, če je to res v glavi. Bolj verjetno je, da je to v umu, ki ni v glavi, ker je bolj verjetno, da je glava v umu, ampak to ni to pomembno. V glavnem, to lahko tudi mirna duša pozabi. To je ena zadeva. Druga zadeva pa je, da če ima človek interes in pride na predavanje, potem je logično konsistentno, da pride za to, da bi si kaj zapomnil. Ker pa vemo, kako možgani delujejo in ker vemo, kako spomin deluje, je nemogoče, da bi človek sedel 1 uro in pol, poslušal in si vse zapomnil. Kratko malo ne gre. Zdaj, seveda, ker jaz vidim, kdo si kaj zapiše, kdo samo vzrok gleda ali pa ne vem kaj drugega počne, ti seveda lahko mislim, da vsaj nekateri ne morejo imeti resnega interesa, da so tukaj, ker pravi,
če si ne zapišejo, tako ali pa tako pozabijo, ker spomin tako deluje. In ker pozabijo, je na koncu vprašanje, zakaj so bili pol sploh tukaj. Kakšna je korist od tega, da si bil tukaj? Jaz seveda nisem v položaju, da poskušam na koga vplivati, da bo imel interes ali da bo imel večji interes, ker to preprosto ni moja stvar. Interes je stvar posameznika, to je v samih. In še en komentar bi rad povedal. Zapisano je bilo, da nisem povedal ničesar novega. Zdaj, jaz iskreno dvomim, da je tisti, ki je to zapisal, toliko preštudiral z področja nevroznanosti in kognitivne znanosti, da je bilo tisto zares popolnoma staro oziroma zastarelo že celo za njega, ni bilo nič izraz novega. Preprosto ne verjamem. Jaz to seveda težko dokažem, zato trdim, da ne verjamem. Oziroma, tak človek, ki bi vse to že vedel, je zelo v nenavadnem položaju, ker se mora soočiti z vprašanjem, zakaj pa smo tukaj. Ker ljudje, ki toliko vedo o nevroznanosti in kognitivni znanosti, kot vem jaz in poskušam določene stvari povedati tudi ven, ki so najnovejše, ki so dokazano najvišji dosežki znanosti, ne hodi brez zlobe, to govorim zelo dobronamerno, ne hodi se na tale prostor. Ljudje, ki največ vedo o nevroznanosti in kognitivne znanosti, tako ali tako ne živijo v Sloveniji, ne živijo nekje drugje. Tako da te pripombe, ki sem jih nakratko omenil, se jih je še veliko drugih, so preprosto problematične. Problematične so, kaj ti. In zdaj bi že naredil uvod v današnjo temo. Uvod v današnjo temo je najprej nakratko, potem bomo šli na neko drugo temo, je tale zapis. In seveda neposredno bi se rad navezal na to zadnjo kritiko, ki je dela na moje prejšnje predavanje. Tale članek je bil objavljen v eni znanstveni reviji par dni nazaj. Zdaj, če bi kdo rekel, da ni to nič novega, je po mojem samo ciničen. Ne more biti drugače. To spoznanje, ki je opisano v tem znanstvenem članku, ni ga treba brati, to je samo referenca. To je tukaj gor samo zato, da jaz naredim vtis na vas, da veste, da študiram in da berem članke in tukaj se da prebrati datum, da je bil ta članek objavljen. Nič drugega. To samo zato pripovedujem, da ne bi kdo mislil, da si se ne verjamem, da kdo misli, ampak vseeno, da si stvari izmišljujem ali pa da jih vlečem še iz časa, ko sem jaz bil študent. To je bilo objavljeno nekaj dni nazaj. Objavili so ga nekateri najbolj vrhunski nevroznanstveniki in kognitivni znanstveniki tega sveta. Ne Slovenije, v tega sveta. Ta članek je eden v množici člankov, ki jih jaz preberem v recimo enem mesecu, kar smo se začeli, in približno en mesec, v enem mesecu jih preberem kakšnih recimo 200-250 člankov. Ne govorimo še o monografijah, govorimo o znanstvenih člankih. To je eden od približno 250. Z področja nevroznanosti in kognitivne znanosti. Ne govorimo o drugih področjih, ki se tukaj ne ukvarjamo. To je eden. In ta je tako dobro, ta prinaša tako fenomenalna spoznanja, znanstvena spoznanja, preverjena, eksperimentalno preverjena spoznanja, da bi to moralo zdaj ta hip zanimati čisto vse ljudi, ki se ukvarjajo z otroki. Pa ne bodo starši, vzgojitelji, učitelji ali pač kdorkoli. Tako fantastični so izsledki te študije, ki jo najprej želim nakratko komentirati. In ker znamo angleško, ker človek, ki danes zna v Sloveniji zgolj slovensko, je pač revež, torej, ker znamo tuje jezike, ker jih moramo znati in je prav, da jih znamo in je to dobro, da jih znamo, zlasti za naše možgane, pa tudi sicer je to dobro. Potem lahko komentiramo ta znanstveni članek. Jaz grem jutri v Edinburgh
Tamkajšnja univerza je eno od svetovnih središč najbolj vrhunske nevroznanosti in kognitivne znanosti danes na tem svetu, na tem planetu. Ta članek je nastal kot rezultat množice eksperimentov kot lahko vidite, kot lahko preberete, z dojenčki, poudarjam, z 10-mesečnimi otroki, ne z wunderkindi, z ne vem kakšnimi genialnimi otroki, stari 10, 12, 14, 10-mesečni dojenčki, to poudarjam. Izjemno pomembno. Ko govorimo o 10-mesečnih dojenčkih, zelo težko govorimo, da otrok še ne zna jezika, še ne obvlada, da še ne uporablja, da mu lahko pripišemo trditev, ki je sicer značilna za naše medsebojne odnose, zlasti za odnose med učitelji in učenci ali dijaki, in sicer da zna misliti. Mi rečemo, da zna otrok misliti, da zna dijak misliti, da znajo znanstveniki misliti, starši znajo misliti. Za 10-mesečnega dojenčka imamo malo težavo. Če bi nam kdo rekel, a misliš, kaj ti misliš, ali zna 10-mesečni dojenček misliti, vsaj nekaj težav bi imeli. In če nismo ravno kognitivni znanstveniki ali nevroznanstveniki, bi težko natančno odgovorili na to vprašanje. Kaj zna 10-mesečni dojenček misliti, če domnevamo, da zna misliti, oziroma če rečemo, da ne zna, zakaj ne zna, oziroma kaj to pomeni? 10-mesečni dojenčki so izjemen primer človeških bitij, ko smo skoraj prisiljeni reči, da njegovi možgani mislijo, da lahko opisujemo, kaj delajo, kako dobri so pri tem in tako dalje, in da manj trdimo, da nosilec teh možganov, dojenček, misli. Ker bi rekli, še ni toliko razvit, ne znaš uporabljati jezika ali pa kaj podobnega. Zato je izjemno dobro delati take raziskave, kaj ti seveda znanstveniki, ki so napisali ta članek, vedo, zakaj so se tega lotili. Njih zanima, kako delujejo možgani. Sorazmerno, neodvisno od tega, komu pripadajo. Je to 10-mesečni dojenček ali pa Einstein. Sorazmerno, seveda, neodvisno od tega. Zato se iz tega lahko izjemno veliko naučimo. In tudi se. Ko so delali eksperimente s temi otroki, z dojenčki, so prišli do izjemnega, skoraj veliko osupljivega spoznanja, ki so ga sicer pričakovali, na kratko lahko povzamemo. Tega ni treba brati, seveda je v angleščini, jasno, čeprav v osnovi piše, da... Ampak se je zgodi slovensko. Torej, na kratko, če ga povzamem, so dosežki teh znanstvenikov tile. Otrok opazuje, drugega pri 10 mesecih videti ne more. Otrok opazuje, kako se obnašajo odrasli ljudje, poskusne osebe, vsi ni važno, pač drugi ljudje, okoli nje. Ti drugi ljudje rešujejo naloge. To pravi, počnejo nekaj, kar je bolj ali manj kognitivno zahtevno. In ponavljajo svoje početje. Se pravi, vedno znova rešujejo naloge, rešujejo probleme, in so pri tem bolj ali manj angažirani, ker so tudi problemi bolj ali manj zahtevni. Nekateri terjajo malo napora, drugi terjajo veliko napora in seveda tudi vmes, lahko ugotavljamo, koliko prizadevanja, koliko truda, koliko napora je potrebnega, kognitivnega, naprimer, da človek reši nek problem. Preproste probleme rešujemo sorazmerno hitro in brez posebnega napora, kompleksne probleme rešujemo praviloma dolgo časa in z veliko napora. Okay. Dojenček zgolj opazuje, ker drugega, kot smo rekli, tudi ne more, tudi ne pričakujemo od njega, vendar ima možgane. In ti možgani delujejo.
in delujejo fantastično. Kot sicer lahko spet pričakujemo, ker so izdelek dolgoletne evolucije. Potem pa sklepamo, da je dojenček ne samo opazoval, kaj počnejo odrasli ljudje okoli njega, ampak da so njegovi možgani s tem opazovanjem nekaj naredili. To vemo že odprej, da možgani nekaj počnejo. Kasneje bomo še bolj natančno spregovorili o nekaterih principih delovanja možganov, kaj možgani počnejo sami od sebe. Še enkrat poudarjam, sami od sebe. Sorazmerno, neodvisno, kdo je njihov lastnik. To bom poudarjal zato, ker ljudje praviloma tega ne razlikujejo in pripisujejo recimo kognitivne dejavnosti praviloma človeku, ker na možganih tudi premalo vedo, rečejo, človek počne to in ona in tretje. In seveda iz tega lahko sledi, in ponovadi tudi sledi, množica čisto psiholoških in pogosto tudi povsem zgrešenih trditev o tem, koliko se človek pri tem prizadeva, a je len, a se mu ljubi, a ima interes, ali kaj takega. Takih teba rečemo psihologiziranje. Psihologiziranje je med ljudmi silno veliko. Zato smo tako zelo precizni in zdaj govorimo o tem, kako delujejo možgani. Pri 10-mesečnem dojenčku je tako rekoč čisto vseeno, kje na tem planetu bi naredili te eksperimente, ki so jih ti znanstveniki naredili, s katerimi otroki. Je vseeno, razen če imajo zelo, zelo poškodovane možgane, seveda njih bi izločili iz takega, iz teh eksperimentov. Torej možgani s tem, kar dojenček oziroma možgani zaznajo, nekaj naredijo spontano, sami od sebe in k temu jih ni treba siliti. Dojenček, 10-mesečni dojenček prav gotovo pojma nima, kako delujo njegovi možgani in ne ve niti, a jih je treba siliti, a ne siliti, on je zgolj v tem smislu, v določenem smislu je zgolj pač nosilec možganov. Okay. Kaj možgani počnejo? Počnejo nekaj fantastičnega in to je sklepajo. Možgani sklepajo, so narejeni za to. In ne samo, da sklepajo, počnejo nekaj, kar je osupnilo tudi znanstvenike. Namreč, mi smo navajeni, pogosto smo navajeni misliti, da je kognitivni napor, intelektualni napor, da nam je nekaj tujega, da bi se najraje izognili, da ne bi tega truda ali prizadevanja bilo preveč. Velikokrat tako mislimo in se želimo izogniti napori. Tudi otroci nam velikokrat sporočajo, da je kognitivni napor zanje preveč, da jih ne zanima, da jih dolgočasi, da jih utruja ali pa kaj podobne. Če gledamo 10-mesečne dojenčke, vidimo ravno nasprotno. Da možgani sklepajo takole. Če se nekdo, ki ga opazuje, trudi, da bi rešil nek problem dlje časa, govorimo o problemu A, kot v primeru problema B, potem to počne zaradi tega, ker je problem A za njega vrednejši kot problem B. Torej, neposreden sklep pri 10-mesečnem dojenčku je prednost dajamo tistemu, kar je vrednejše. In če to terja večji kognitivni napor, in v teh primerih, o katerih govori ta raziskava, je tako, potem dajemo prednost večjemu kognitivnemu naporu. Torej, otroci, 10-mesečni, povezujejo reševanje nalog, reševanje problemov, kognitivni napor, dolžino, reševanje problemov in tako dalje, in vrednost samega problema, oziroma seveda s tem je neposredno povezana tudi vrednost rešitve problema. Mi intuitivno vemo, da se tudi sami lahko s
s takim sklepanjem strinjamo, kar terja od nas več napora, je lahko na koncu vrednejše, ko ocenjujemo učinke, rezultate tega. Pravi, če smo se za neko stvar dolgo časa prizadevali in močno prizadevali tako naprej, je to vrednejše od nas, kot če smo nekaj rešili zlahka na kratke proge ali pa na nekdo namignil, kako se problem reši. 10-mesečni dojenčki dajejo prednost kognitivnemu naporu pred temu, kar je nasprotje, recimo od kognitivnega napora, in spontano pripisujejo vrednost temu, kar je povezano z večnim kognitivnim naporom. In to, tukaj vidite, govorimo o sklepanju, ki je logično, je konsistentno. Nihče tega dojenčka ni naučil, nihče ga ni kakorkoli prisilil, lahko bi rekli, mislim, da ni nobene težave, če to rečemo, da je tak način delovanja naraven, da ga evolucija sama podpira, da daje prednost temu, s čimer imamo ljudje, odrasli ljudje, včasih težave. Ali bi se lotili ene kompleksne naloge, se mi da, imam sploh interes, kakšen smisel ima to sploh kakšno vrednost, ali raj ne bi raj nekaj bolj da hiter. Skratka, to, da nas včasih potisne vse skupaj bolj na področje, ki ga opisujejo z besedami, kot je štamparija ali nova ali pa kaj podobnega, je del vsakdana številnih ljudi. Ne? Če vprašate dojenčke, ne. Pa ni tako. Vse iz tega potem mora slediti vprašanje, kako vzgajati tega otroka v nadaljevanju, kaj mu potem, ko bo šel v vrtec, ko bo šel v šolo, ko se bo šolo in tako dalje, kot vrednoto, prosim, kot vrednoto, k katerim vrednotam ga spodbujati. Če torej povzamem, če vprašate sodobno kognitivno nevroznanost, je ugrajena v človeško eksistenco in delovanje možganov vrednota, ki rečemo kognitivno prizadevanje oziroma sklepanje. Toliko za tak kratek uvod k temu, kar sledi. Rad bi v nadaljevanju komentiral še eno študijo, ki je bila objavljena pred kratkim v reviji Scientific American Mind. Objavljenik priznani ameriški psiholog, ki si je, preden se lotil te raziskave, zastavil zelo preprosto vprašanje. Če sem ravno kar si zastavil sam vprašanje, za katere vrednote vzgajati tega dojenčka, ki je 10 mesecev star, ki je nam je ravno kar demonstriral samo od sebe, kaj je za njega vrednota, oziroma za njegove možgane, potem se seveda lahko logično navežemo na vprašanje, ki si ga zastavi ta psiholog, namreč, kaj se dogaja kasneje, ko otrok pride v šolo in se šola 9 let, pa potem še 4, pa lahko še 4, ali pa zaradi mene še več. Kaj se dogaja z njim? S tem otroki? Oziroma, malo zato rečeno, kaj šola proizvaja. In ta psiholog se vpraša, ali morda proizvaja nekaj, kar je na prvi pogled precej tako malo ironično, v bistvu malo paradoksno. Sprašuje se, če proizvaja pametne neumneže. Ali kako bi to tisti, ki znate boljše angliško, kar jaz, bi loše, ki k temu dodali. Da, šole podpirajo, spodbujajo razvoj tega, kar imenujemo pamet, zaradi meni inteligenca, bistrost, svojevrstna pamet, svojevrstna inteligenca je najbrž nesporna.
Zakaj se potem en psiholog lahko vpraša kaj takega? Vpraša se namreč, ali so ti mladi ljudje, otroci, dijaki, res tako zelo pametni, kot jih poskušamo prikazati, oziroma kar dokazuje potem razne študije, ko otroke testirajo in tudi v Sloveniji se večkrat potem ljudje hvalijo, kako zelo pametne otroke imamo in kako krasne rezultate dosegajo na mednarodnih preizkusih znanja in tako dalje. Ti podatki so objektivni in težko dvomiti vanje, zlasti če na televiziji ob 7 zvečer v polminutnem prispevku povesti samo to, da so otroci dosegli vrhunske rezultate. Zdaj, če nismo zelo naivni in nočemo biti, ker se ukvarjamo z znanostjo, se vprašamo tudi kaj takega. Dajmo pogledati v zakulisje te pameti, ki je nesporna, ki je izmerljiva in jo izražajo številke. O tem sploh ne dvomim, zato ne razpravljam o tem. Zaradi mene je natanko tako, kot trdijo tisti, ki so pač to izmerili. Me pa zanima argument tega psihologa. Zakaj se lahko vprašamo, ali je ta pametnost res tako zelo pametna, kot mislimo, ali je tukaj še kaj zapovedati. In gospod pravi, da je. In sicer kaj? On se ozre na številna besedila, ki jih najdemo v šolah, na učbenike, na učna gradiva, načrte, kaj vse z otroki narediti in to primerja z študijami, ki so bili narejene desetletje nazaj. To lahko naredimo. Imamo arhive in pobrskamo, kaj so zapisali šolniki, vzgojitelji, učitelji in tako dalje. Danes, pred 20 leti, pred 50, pa pred 100. Kaj je poslanstvo šole. To pravzaprav v vsaki šoli zlahka najdete, v vsakem ministrstvu najdete, v vsakem obdobju najdete, vse razmerno lahko je narediti tako primerjalno študijo. No in on je naredil. Zdaj, sami primerjajte izsledke mednarodnih raziskav, ki dokazujejo, da naši otroci, vsaj nekateri, dosegajo zelo dobre rezultate na posameznih faktorjih, ki jih merijo, verbalni, neverbalni, matematika, jeziki, bla, bla, bla. Samo primerjajte besedilo, tole, kar tukaj piše, z številkami, z izsledki, ki vam jih ponudijo na televiziji. In tako boste ugotovili, da obstaja skupni imenovalec med tem, kar tukaj piše, in tem, kar dokazuje raziskava, ki sem jo omenil čisto na začetku, z 10-mesečnimi otroki. Skupni imenovalec je vrednota, ali pa vrednote. In eno smo že omenili. Ta psiholog jih omenja še nekaj, ko govori o poučevanju. Pravi, govori o vrednotah, poučevanju za vrednote. Ne govori o poučevanju za številke, za znanje, za informiranost in tako dalje. Ali pa še ne. Govori o vrednotah. Govori o etiki. Govori o etiki. O poučevanju za etičnost. Govori o državljanstvu. Govori o poučevanju za to, kar se imenuje, kot si pravi, za dobre državljane, karkoli že to zdaj ne pomeni. In govori o poučevanju za branje. In ko govorimo o branju, če se zadržim pri tej zadnji izjavi, zadnji trditvi, zadnjem zapisu, če bi samo ta poučevanju za vrednoto, kot je branje. Branje je vrednota sama po sebi.
To je zanimivo, ko kdaj poslušamo kakšne ankete, recimo, ko sprašujejo ljudi, katere so njihove vrednote. Če ste pozorni, zelo, torej jaz se ne spomnim, da bi kdo kdaj, jaz se ne spomnim, ko sem spregledal, da je izjavil, da je branje samo sebi vrednota. Ponavadi so vrednote, kot je mir, pravičnost, prijatnost in tako. Če boste sami, lahko se prepričate sami, zdaj bo spet verjetno v tem času, ko se nam bliža po nov let in po novem letu in pravi čas za kakšno napeto. Kaj pa v novem letu, ne vem, česa si želite? Me prav zanima, če bo kdo rekel, ne vem, etika, dobro državljanstvo, pa branje. Ampak ta psiholog, in to upravičeno, jaz ga ne navajam zato, ker je moj stric, zato, ker je meni všeč, ampak zato, ker ima dobre argumente, o katerih bomo govorili v nadaljevanju. Branje, to je samo posebno vrednota. In ko rečem branje in se naslanjam na tisto raziskavo ta prvo z dojenčki, naši možgani ne samo, da nimajo nobene težave, da preberejo tedensko recimo po 2 knjigi, zaradi mene v 2 različnih tujih jezikih, nobene težave nimajo. Celo več. Branje je dokazano z mnogimi drugimi raziskavami kot eden ključnih preventivnih dejavnikov pri preprečevanju ali vsaj odlaganju demence, Alzheimerja in drugih neurodegenerativnih bolezni. Namenoma torej poudarjam, govorimo o možganih, ki delujejo, kot smo jih prej na začetku ponazorili z tisto raziskavo, na načine, ki so v temelju, v osnovi, kar je osupljivo, to je izjemno zanimivo. Govorimo o evoluciji, evolucijsko vzeto, da so možgani narejeni med drugim zlasti za branje. To je osupljivo trditev. Ko ljudje kdaj tudi rečejo, da so za naravne načine življenja ali pa za vračanje k naravi ali pa kaj podobnega, je vredno na to pomisliti, da je ena najbolj naravnih dejavnosti ali pa vrednot za naše možgane branje knjig. Ampak o tem ne bomo zdaj govorili. Ampak bi nas odpeljalo daleč in to bi bilo zelo dobro pogledati čist paleoantropološko recimo, kako pomembne so korelacije in povezave z tem, kar bi danes imelo branje in dejavnosti, kognitivni dejavnosti naših prednikov, recimo pred približno 300.000 leti, ko se najverjetneje pojavijo homo sapiens. Supljiva. Ok, no, ampak kako bi lahko povezali to, kar zapisuje, da zapiše tale znanstvenik, psiholog, z raziskavo, ki sem ga jaz na začetku omenil. In ker sem že nekajkrat poudaril, oziroma porabil besedo evolucija, bi rad prikazal dobesedno skupni imenovalec, ki je silno preprost in izjemno učinkovit. In to imam rad, kajti znanstvene trditve so, ko jih znanstveniki do konca izpilijo, preučijo do detajle in tako dalje, znanstvene trditve so na koncu, ko jih objavijo, na primer, silno preproste. V naravoslovju je ponavadi kakšna kratka formula, kot je recimo E je MC kvadrat. Konc. To je silno preprosta zadeva, na koncu seveda, ki pa terja zelo, zelo veliko kognitivnega napora. In zdi se, v znanosti se to prepričuje, da je realnost, v kateri živimo, na koncu, ali pa če hočete, v osnovi, ali pa v jedru, ali pa v bistvu, kako bi temu rekel, silno preprosta. Da je realnost silno preprosta. Je pomembna trditev tudi zaradi tega, ker, če se ukvarjate s psihologijo ali pa s kakšnimi drugimi dejavnosti, kot je psihiatrija, psihoterapija in tako dalje, potem ugotovite, da si ljudje pogosto to silno preprosto realnost tudi znamo silno zakomplicirati. Ampak to je zdaj spet eno drugo področje. Torej, kaj v osnovi delajo naši možgani, ali če hočete, za kaj so narejeni?
Zakaj jih je naredila evolucija? Zelo preprosto. Prvič, tega smo se zadnjič tudi dotaknili na tem prvem predavanju, za postavljanje hipotez. In naši možgani to počnejo effortless, brez kakršnega koli napora ves čas vašega življenja, od začetka do smrti. Ni jih treba k temu priganjati, ker to delajo sami od sebe, tako kot ledvice sami od sebe, čistijo kri, ki jedro delajo tisto, kar pač morajo in tako dalje. In vsak 10-mesečni dojenček je na nek način subjekt tega. In seveda, možgani postavljajo hipoteze o svetu, o realnosti. Realnost ni kar dana, kasneje vam bom pokazal en posnetek iz enega predavanja, enega profesora, ki je predaval v Edinburgu, to je Andy Clark, in si bomo pogledali še tam eno njegovo trditev, kot referenco. Zanimivo, izjemno zanimivo, kako naši možgani postavljajo hipoteze o realnosti in kaj se iz tega izcili. Naši možgani namreč postavljajo zelo dobre hipoteze. Hipoteze, ki so preverjene, znanstvenih je preverila evolucija v 300 000 letih in to neskončno krat jih je preverjena. Zdaj, hipoteze, ki jih postavljajo možgani o realnosti, recimo o senzoričnem inputu, niso tako na približen narejeni. Tako divje postavljene 1, 2, 3, tako kot človek vrže kocko. So izjemno precizne. Zato z lahkoto rečemo, da se možgani že sami od sebe obnašajo kot znanstveniki, kot rigorozni znanstveniki. In to postavljanje hipotez se dogaja znotraj nekaj tisočink sekunde. Naši možgani ne rabijo ne koliko časa, da počnejo to, kar počnejo, in uporabljajo kognitivne modele, ki jih gradijo in jih spreminjajo, da z lahkoto, ko postavijo hipoteze, te tudi preverijo. Natanko tako, kot delajo znanstveniki. Preverijo jih eksperimentalno. Ali je to, kar vidim pred menoj, recimo, da sem prebivalec savane, ali je to šelestenje trave, ali se tam ne skriva tiger, ali je pa zgolj padajo popoldanske sence, pa malo vetrček pihlja. Kaj je res? In sklicevanje na evolucijo je izjemno produktivno zato, ker če živite v savani in postavite napačno hipotezo, ali pa postavite sicer dobro hipotezo, samo jo ne rešite dovolj dolgo, dovolj kratkem času, jo da preverite, ste takoj kaznovani. In vse živali, to vedo. V živalskem svetu živali velikokrat naredijo napako samo enkrat. Se pravi, evolucija na ta način zaostruje pogoje, kdo bo preživel in kdo ne. Evolucija nam pravzaprav pravi, čim boljše hipoteze postaviš, tem boljši bodo rezultati, do katerih boš prišel, tem več znanja boš proizvedel in več možnosti boš imel, da preživiš. To je tako evolucijsko vodilo skozi zadnjih 300 000 let, če vprašate človeška bitja. To je znanstveni način delovanja. Naši možgani so narejeni za znanost. Preverjanje hipotez se zopet poteka samo od sebe. Vendar pa v prvem primeru in v drugem primeru že ima pomembno vlogo, vsaj, tisto, kar sem tudi prej poudaril, branje knjig. Seveda tudi drugi dejavniki. Izpostavljam branje knjig, ker smo se tudi že prej soočili ravno s to trditvijo. Zakaj? Zato, ker naši možgani, da bi postavljali hipoteze pa tudi kar ne padajo z neba. Nekaj jih mora, kot se reče, uokviriti. In tudi so, ker če ne bi bile pa pojma naključne padale in to ne bi vodilo pravzaprav nikamor. Zato je branje knjig za razvijanje hipotez eden ključnih dejavnikov. Pa čeprav ta 10-mesečni dojenček zagotovo še ni prebral niti ene knjige, ker jo ni mogel. Ampak
ima pa starše, ki so morda že prebrali na stotine knjig. Zakaj pa ne? Če vprašate spet neuroznanstvenike, je to lahko zelo, zelo koristno. In številni starši to tudi počnejo. Razvijanje sinaps se začne že pravzaprav nekaj mesecev po razvoju, po spočetju. Davno preden se otrok sploh rodi. In ko se take kognitivne dejavnosti, kot recimo branje knjig, nalagajo mesece in mesece in mesece in število prebranih knjig, dejansko stotine, lahko ti neuroznanstveniki, kognitivni znanstveniki že pri nekaj letnih otrocih, ne pri 20 letih, 30, 40, pri nekaj let, 2, 3, 4, opazijo, kako grejo njihove kognitivne zmožnosti, kako v enem okolju se razvijajo takole, po drugem pa eksponencialno. To pravi, neposredno vidimo, kako so te zadeve med sabo povezane. Zadeve, ki jo danes izpostavljamo. In to je večji, ko je kognitivni napor, raje naši možgani to počnejo. Lahko da se sliši čudno, pa vendar ni. Vrednost, ki jo ljudje kasneje, ki jo spontano artikuliramo, ta dojenček je še ne znajo, ne zmore, ki ne pravo jezika, je vezana natanko na to. Seveda je potem vprašanje, zakaj se potem zgodi, pač tolikokrat, koliko vse, da se ljudje začnejo počasi izogibati, recimo, kognitivni napor. Zakaj je število knjig, ki jih ljudje prebere tako ekstremno nizko, tako majhno, danes in tako naprej, tako naprej. Torej, možgani preverjajo hipoteze in to zdaj lahko, to bomo zdaj še malo preskočili, čist malo, no, to pa ne. Več, ko bomo preskočili, potem se bomo pa vrnili tudi k vprašanju, ki sem ga čisto na koncu zastavil, kaj se zgodi, zakaj tako velikokrat tem z kognitivnim razvojem otrok ni več tako briljantno, kot v prvih 10 mesecih življenja, pa grejo krvulje lahko tudi čisto drugače. Nekaj se mora dogajati, drugače bi šlo na vzgor. Postavljanje in preverjanje hipotez je v osnovi metakognitivna dejavnost. Tukaj imajo šole, kakršne poznamo, že velike probleme. Kaj ti pred učence stresajo preveliko število informacij in podatkov in otroci imajo premalo časa, da sami postavljajo hipoteze in jih preverjajo. Ravno kar smo rekli, da so njihovi možgani narejeni za tako dejavnost. Ampak šola je še vedno v veliki meri narejena tako, da imajo glavno besedo učitelji, za katere se domneva, da znajo, da vedo, recimo, katere hipoteze postaviti in katere preverjati, in da tudi učitelji pač vedo, kateri so odgovori na postavljene vprašanje. Šola v resnici premalo razvija pri otroku naravno zmožnost, ki sem jo opisal na začetku, jo predstavlja raziskava o delu z 10-mesečnimi otroki, in to je zmožnost za razlikovanje med dobrimi hipotezami in slabimi, kajti niso vse hipoteze enako dobre. Dobro je, metakognitivno rečeno, razvijati zmožnost, ki je selekcijska, zmožnost za razlikovanje med dobrimi hipotezami in slabimi hipotezami, ki privede do zelo preprostega učinka in rezultata, in to je, slabih hipotez niti ne zastavljamo. Zakaj ne? Ker so slabe. So neproduktivne. Zastavljamo dobre hipoteze, ker so vredne, da jih preverimo. Slabih hipotez ne preverjamo, razen seveda, če imamo specialne namene in smo res znanstveniki in natančno vemo, zakaj bi bilo pa tudi kakšno slabo hipotezo dobro preveriti, pa še če imamo denar in tako dalje. Ampak to ni pravilo. Naši možgani so narejeni za postavljanje dobrih hipotez in na tem so briljantni. In nadaljevanje, človek otrok postar potem 6 let, pošel v šolo,
bi moralo temu konsistentno, logično slediti. Dragi otroci, nadaljujmo z kompleksnostjo pri postavljanju hipotez. Učimo se, katere so dobre in zakaj so dobre. Potem se bomo poučili še preverjati jih. Kaj ti? Vprašanje, evolucijsko vprašanje, ki ga vidimo na zaslonu, je tole. Ljudje smo namreč prvenstveno bitja smisla in pomena. Aktivnosti, ki jih delamo in opazujemo, želimo, da imajo za nas pomen, da nam nekaj pomenijo. Če nam nekaj ne pomeni nič, ali pa zelo malo, je to stres in dolgoročno vodi v depresijo. Če ima nekaj za nas smisel, nam daje občutke, lahko tudi euforije, radost, veselje, celo sreče. Vsekakor nas pa to motivira za dejavnost. Dejavnosti, ki so nesmiselne, ki za nas nimajo pomena, so dejavnosti, ki jih ne želimo opravljati, razen če smo prisiljeni. Ampak v trenutku, ko ne bomo več prisiljeni, se bomo skušali takim dejavnostim izogniti. To je naraven mehanizem. To je silno preprost mehanizem. Vprašanje torej, lahko ga postavimo v samo jedro evolucije. Ali je to, kar počnemo, za nas sploh smiselno? Pri čemer je, seveda, evolucijsko vzeto, smiselnost preživetvenega značaja. Ta hip za človeštvo sooča z vprašanjem, ali je res smiselno pokuriti toliko milijard ton lignita in lesa in zemeljskega plina in nafte in premoga letno. A to je smiselno. To je šolski primer, učbeniški primer tega evolucijskega vprašanja. Odgovor seveda je, če bomo kurili, kot se reče, business as usual, če bomo kurili nafto in oziroma vsa fosilna goriva oziroma ogljik še naprej, potem bomo pač preprosto se poslovili, ker na tem planetu za nas, pa še nažalost za druge, kaj dosti prostora več ne bo. To je najbolj zaostrenih vprašanj zdaj. Ali je rešitev? Ker to, kar počnemo, je vedno, tudi če se tega ne zavedamo, rešitev nekega problema. Ker se moramo odločiti. Tega se sicer ne zavedamo, ampak tako je. Zjutraj, ko se prebudimo, se moramo odločiti. A bomo ležali posle še naprej, gremo v službo. Pošlo, ne kam že. Mi se moramo odločiti. Ali je odločitev, ali rešitev, če hočete. Vse ne gre pravzaprav za bolj ali manj enostavne, kompleksne, drobne, manj drobne, bolj drobne probleme. Ali je naša odločitev smiselna? Ali je smiselna kratkoročno, ali je smiselna dolgoročno, tako naprej. Se ni važno, ampak to je temeljno evolucijsko vprašanje. Ali je to, kar počneš, smiselno? In seveda, ker smo tudi družbena bitja, morda je smiselno zate, ali je smiselno tudi za ljudi okrog tebe. Ker pač ne moramo živeti kot drugih ljudi okrog nas ni. In to so kognitivno, že zelo zapleteno vprašanje. Včasih to tudi čutimo. Jaz bi pa reče naprej počel to, kar že počnem, ne vem, 20 let, ampak okolica mi skozi sporoča, da zanje pa to nima kaj veliko smisla. Kaj bom zdaj naredil? To še naprej počnem, briga mene okolica, ali se bom prilagodil, to zgodbo poznam čisto vsak človek na tem svetu in to nas že vodi nazaj k tistemu vprašanju, kaj se praviloma dogaja z doječki, ko niso več stari 10 mesecev, ko so bolj kot pri 10 mesecih upeti v vsa ta vprašanja, ki jih je on psiholog, se ga imate pred sabo, v reviji American Mind, oziroma Scientific American Mind, postavil na prvo mesto, na to vprašanje o etičnosti. Kakšna je etična vrednost tega, kar počnemo? Zdaj, če to združimo, eno vprašanje z tem, kar smo danes povedali, potem z lahkoto rečemo takole. Naši možgani so narejeni za rigorozno, natančno, konsistentno, logično in, če hočete, znanstveno delovanje. Nimajo nobenih težav pri sklepanju, postavljenih hipotez, preverjenih hipotez in naše predstave
recimo oralnosti, čeprav dva človeka nimata popolnoma enakih, ker tudi nimata popolnoma enakih nevronov, so dobre, so natančne. Naše predstave, reprezentacije realnosti so dobre, ker so preverjene velikokrat. Pa čeprav, ampak to je zdaj stvar neke druge zgodbe, možda bolj psihološke zgodbe, imamo velikokrat probleme, ker od nekod smo sprijeli verjeti oziroma prepričanje, da bi se morale različne reprezentacije sveta med seboj ujemati ali pa včasih komu prije celo misel, da bi morali imeti različni ljudje enake reprezentacije sveta. Enakih ne morajo imeti na noben način. Ne obstaja. Ker bi to pomenilo, da bi morali imeti ne samo popolnoma enake nevrone, ker je kratko malo nemogoče, še več, ker so možgani tako izjemno kompleksni, ker je pač tako veliko nevronov in se kompleksnost z metakognicijo povečuje, absolutno ne obstaja način, da bi imela dva človeka enake reprezentacije sveta. Absolutno. Nikoli ne bo tako. Ne more biti, tudi če dva človeka bi trdila, da jih imata, lahko dokažemo, da jih imata. Kar je seveda po eni strani zveni trivialno in ljudje se reče, ja, seveda smo različni in tako dalje, pa potem jih pa opazujete v sedanjem življenju. Pa vidite, da v trenutku se odnašajo nasproti s tem. Ne nekno drugega matrajo, ti nimaš prav, jaz imam prav, bom pa jaz vedel, ti se motiš, ti se moraš popraviti, ne pa jaz, s tabo je nekaj narobe, ne nekno to počnejo. Ampak vsi se pa strinjajo, da smo različni, je to fajn. Ampak pravim, to so bolj potem mogoče psihološki problemi, so tudi kognitivni. In pa seveda, drugo vprašanje, ali sem jaz, temeljno evolucijsko vprašanje, ali sem jaz res zadovoljen s svojimi reprezentacijami sveta, oziroma s tem, kar sledi, moje vedenje, moje delovanje do drugih ljudi, ker se tem pač ne morem razumeti. A sem jaz res zadovoljen, a se samo pretvarjam, da sem zadovoljen, a se mi samo zdi, da sem zadovoljen, a sem malo zadovoljen, pa lahko bil bolj zadovoljen. To so še ena izjemno zanimiva, pomembna psihološka vprašanja za čisto vsakega človeka. A sem jaz res zadovoljen? In to vprašanje ni pomembno samo psihološko. To vprašanje je pomembno tudi neuroznanstveno, oziroma z vidika, če bi vprašali spet same možgane, zato se bomo tukaj pogledali, smo pogledali to, ko sem prej obljubil. To je na predavanje Andy Clarka, sem ukradil tale slajd, upam, da ne bo preveč zameril, se mu bomo pravičil, ker bomo tam eno pivo spila. Ampak se je citiral, se je on to hoče, se on je znanstvenik. Andy Clark. Ok, to je eno predavanje. Spet, bomo vse povedali. Zelo zgoščeno. Andy Clark se zelo veliko, pravzaprav samo s tem, skoraj rekel, ukvarja, s čim smo danes začeli. Inference, kako možgani sklepajo, kako to poteka na ravni posameznega nevrona, posameznih majhnih nevronskih mrež, kompleksnih, superkompleksnih mrež. To je izjemno obsežno vprašanje, ampak v osnovi, na začetku, lahko rečemo tole, oziroma jaz se strinjam, ta trditev je izjemno produktivna. Namreč zaznavanje. Govorimo še vedno o zaznavanju sveta. Ta dojenček, 10 mesecev je star, zaznava svet, ima vsa čutila, možgani delajo tako, kot je treba, zaznava svet. Pa kaj je ta zaznava? Veste, ljudje so pogosto pripričani, da je zaznavanje sveta nekaj takega kot zrcalne. Odpreš oči in nekako se svet kar prezrcali, preslika v tvoje možgane in vidiš to, kar je zunaj. Tudi slučajno ni tako. Ampak tudi približno ne. Je pa še zmeraj ta ideja, kar dost navzoča. Nič se ne preslika, ampak mnogo bolj res je, da je samo zaznavanje, svojevrstno nadzorovana, o tem smo danes že govorili, kako pravzaprav strogo nadzorovana je. Zaznavanje je torej strogo nadzorovano haluciniranje. Naši možgani so seveda zmožni za najrazličnejši senzorični input, čeprav seveda še vedno ne daleč za vsega, če primenjamo z različnimi živalmi, vidimo, kako malo
senzoričnega inputa, recimo, zaznavajo naši možgani. Kako večjega spektra svetlobe, to velikanskega spektra svetlobe, slučajno ne moramo zaznati. In tako dalje. Tako je zbravi, da je empirična realnost, ta mezuna, če lahko rečem, perceptivno, zlika percepcije, neprimerno obsežnejša, kot je tisto, kar mi lahko zaznamo z možgani, recimo, ko odpremo oči, ali kaj slišimo. In danes, nas znanstveniki, ki seveda ne uporabljajo oči, da bi gledali recimo v vesolje, uporabljali naprave, sofisticirane naprave, nas pravzaprav z njega dan presenečajo. Ko nam sporočajo, kako neverjetno kompleksen in zanimiv in drugačen je svet, realnost, vesolje, kot smo mislili še včeraj. Kaj še je prevčerajšnjem in jutri bo lahko še malo bolj drugače. Ampak, če ne uporabljamo vseh teh naprav, v sedanje realnosti, se lahko, torej, mirne duše strinjamo, da potrebujemo velik nadzor nad senzoričnimi držljaji, da selekcioniramo samo tiste, ki make sense, se pravi, ki nam pomagajo kot odgovor na tisto vprašanje. Ali vse skupaj za nas sploh smiselno ali ima pomen. Jaz vam bom zdaj pokazal, bomo še malo preskočili, jaz vam bom pokazal še eno sliko. Zdaj, če je slučajno kdo to sliko že videl, naj bo, prosim, vas tiho. Mislim, da bo to tle. Če pa je niste videli, bo pa zanimivo. To, kar bomo zdaj pokazali, ne še to nekaj, da je ta naslednja. Če kdo slučajno daje kakšno nevroznanstveno buklo pogledal, pa mogoče tudi kam drugam, je tole že videl. Torej, tisti boste tih bliz, ko boste zagledali, če boste videli, kaj vidite. Ali kdo ve, kaj vidi? Samo reče, ne povedati kaj. Sam dvigate roko, če kdo vi, ok, eden. V resnici vsi natanko veste, kaj vidite. In to ste videli že špilkrat. In vaše možgani zdaj namrzlično brskajo po arhivih, kje sem že to videl, kje sem že videl, kaj bi to lahko bilo, daj mi povej že, daj potrud se še malo, daj malo kognitivnega napora, kaj bi to lahko bilo? Ok, razen ene, nihče ne ve, in to je izjemen primer za ilustracijo tega, o čemer govorim. Namreč, vaši možgani, zdaj nekaj vam bom pokazal, boste vsi tako rekli, jaz sem vede. Samo ta hip nekako ne znajo postaviti niti dobre hipoteze. Čeprav so to videli že kolikokrat hočete. Vsi ste to videli. Nemogoče je, da ne bi videli. Zakaj je to tako zelo pomembno? Če bo kdo pokruto bili, sam ne prišepa, da ne bo slišal. Bote ti, ker moramo še malo, da se matrajo možgani, ker so to zanarejeni. Zakaj je to tako zelo pomembno? Včasih, recimo, ko so pred mnogimi leti predaval tudi jaz na tej gimnaziji, mladim, sem rad spregovoril o eni trditvi, oziroma komentiral, ki je v 20. stoletju predstavljala pravo revolucijo. Sam mnogi se vseeno niso hoteli z njo ukvarjati več kot toliko. In sicer ni pretiravanje, če rečem, dokler vam ne povem, kaj vidite, tistega ne vidite. Vem, da je to čudno slišati. Zlasti seveda v luči tistega, čisto začetnega današnjega eksperimenta, odpreš oči in vidiš svet, kaj? Ni tako. Na nek način, ki ga seveda znanost raziskuje, vsakdanje znanje razum ga ne more. Se mora zgoditi še nekaj. Parafraza tega še nekaj je to, kar sem zdaj rekel. Ko vam bom zdaj pokazal, kaj bi
morali videti, tudi boste videli. Ampak lepota tega pa je, da ko vam bom to pokazal, se ne boste več mogli vrniti nazaj v tole stanje, kot ste zdaj, in ne videti. Ne? Vaši možgani bodo od tega trenutka naprej, zdaj, čez par sekund, ko vam bom to pokazal, na veke vekov vedeli, kadarkoli bodo zagledali tole, kaj to je. Vendar bo nezanimivo. Mene prav matra, ker se ne moram spraviti nazaj v uno naivno stanje, da bi gledal to, kot sem v prvi rekel, šment, pa kaj za Boga bi to lahko bilo. Ne morem, ker moji možgani v hipu, ko vidijo tisočinka sekunde, vedo, kaj to je. Vaši pa še ne. Zdaj ne pa bolj. Evo, 3, 2, 1. 3, 2, 1. In zdaj ne morate nazaj. Ne morate ne videti čebele. Ne gre. In to je ta izjemnost človeških možganov. Ko jim nekdo na nek način, za kaj je to izkušnja, učitelj, starši, evolucija, malo ni važno, enkrat nekaj povejo, da je tisto pač res, seveda, ne morejo več ne vedeti. Ali pa, če to parafraziram, ko učitelji v šolah ocenjujejo znanje, je to zelo problematično početje, kaj tisto, kar imenuje znanje, velikokrat ni znanje. Kajti, če bi res bilo znanje, potem ne bi vsi, vključno z nami, ki smo zdaj tukaj, ker smo bili nekoč v šolah, ne bi pozabili toliko, koliko smo. Pozabili smo pa skoraj vse. Kajti, če parafraziram tole, znanje, da ne govorimo samo o percepciji, znanje je v bistvu že ugrajeno v samo percepcijo. Znanje pomeni, ko nekaj razumeš, ne moreš več ne razumeti. Ne gre. Ko učenci pozabijo, in seveda vemo, kakšne krivuje retencije, to pomeni, da tisto sploh ni bilo znanje. Tisto je bila množica informacij, ki obremenjuje kratkoročni spomin, kakšna stvar obremenjuje dolgoročnega, ok, trenutno stane, ampak to ni znanje. Tisto, kar je pa res znanje, se nekega je, da trdimo, da bomo čez diskvalificirali šole. Tistega pa ne morate več pozabiti. No way, ni šans. Zato je tudi toliko pomembno. Če zdaj naredimo še eno tako ekstenzijo, ko sem prej rekel, branje knjig. Zakaj so kognitivne dejavnosti dokazano najboljša prevencija pred neurodegenerativnimi boleznimi, pred Alzheimerjem? Zakaj? Učtemo zdaj za trenutek, da malo prepaj kakšne gene, če po nesreči imate, pa mogoče nekaj že drugega javnih, to učtemo. Zato, ker tvorjenje znanja ali pa strast do znanja ali pa želja, da možgani nekaj znajo, ne samo da zaznajo. Smo povedali to na začetku, povedali smo sklep 10-mesečnih možganov. Nisem percepcija, ker opazujemo, neki počnejo starci, poje pa, imam, kvatle, neki skačajo pred vami. Ne, možgani sklepajo. Se pravi, znanje je za možgane, tvorjenje znanja je za možgane približno tako, kot je za naše ledvica pomembno, da dobijo dovolj tekočine. Vzemite tekočino, do večera imate resne probleme, čez 2 dni pa že vaše ledvice utečejo in morate hitro na urgenco, drugače konec. To mislim, da ni neposrečena primerjava. Ampak tvorjenje znanja je pa ipso facto povezano z kognitivnim naporom. Do znanja ni, že nekaterih oblik že, ni enostavno priti, ni lahko priti. Po definiciji je potreben napor. Ampak spet se moramo k 10-mesečnemu dojenčku. Za 10-mesečnemu dojenčku noben problem. Ni problem. Problem je kvečemo kasneje. Ampak to sem tudi že prej povedal. Zato, ker smo pač ljudje včasih malo nori, pa znamo to z željo, to strast do znanja, to zatreti.
ne, vse dovolj, ne treba, pa kaj bo zdaj naprej, zdaj se ponovno komplicirati. Če vprašate možgane, ravno to bi počeli. Komplicirali, postavljali hipoteze, pa nove, pa jih preverjali, pa ovrgli, pa in nizali argumente. Znanje zato pomeni, če znate o nekem pojavu, o katerem koli, povedati, naprimer, 3 stavke, zagotovo znate še 3 druge, čeprav jih niste slišali nikoli. Zato niste nam nobenega PowerPointa, to za malce zabavo, poslice čebelic, kažem, pa to ja. Ne rabite nobenih zapisnikov, nekateri učitelji berejo to, pa predavatelji, to vam zelo rad, da imaš kakšno konferenco, pa ti 1 ura pa pol bere, pa še kakšni slabim jeziku, pa tako zdolgočasno, pa malo spi zraven, vi to poslušate. Ko nekaj razumete in ko res razumete, ne morete več ne razumeti. In naša realnost je konsistentna. Spravi, ko ste povedali 3 stavke, iz tega logično sledi 4., 5. in tako dalje. Dokler pa seveda kopičite informacije, vam bodo pa učenci, dijaki, vedno znova rekli, to poznamo vsi, ta stavek je tako pogost. Ja, kaj pa iz tega še sledi, a tega pa še nismo vzeli. Sej ni treba, da bi vzeli, če tisto res razumeš, ker logično sledi. Ker če bi bili zelo strogi, potem bi seveda znanstveniki vedno znova morali reči, tole znamo, od tukaj naprej pa ne, vse da ni ben povedal. Ja, kdo vam bo pa povedal? Ja, vi sami si boste povedali, ne? Kako? Ne, s postavljanjem novih hipotez. Vsaki možgani pa znajo postavljati hipoteze, ker so narejeni za postavljanje hipotez. Nič ne treba vzeti. Samo, zdaj namenoma seveda malo provociramo, ne? Samo, ker zdaj bomo še neko drugo temo, samo treba je biti spodbujen k postavljanju novih hipotez. Kaj ti naši možgani, to sledi iz postavljenih hipotez, so narejeni še za nekaj, sledi sklep. Naši možgani so narejeni za kreativnost. Niso samo nekateri kreativni, eni pa ne. Možgani kot taki so narejeni za kreativnost. Se pravi, za vedno nove hipoteze in seveda nove načine preverjanja hipotez. Narejeni so za to. To delajo po definiciji. Dokler jih seveda ne zadremo, dokler ne naredimo nekaj, da to pa bolj nam prenehalo. Zato se bomo zdaj pogledali še to smo, to delamo. Kaj se ne hote reči? Aha, kje pa imam to? Tako najbolj. Tle nimam. To smo že znali, tle se govorim ne bo, ovo pa tle. Aha, ja. To je so naslov poglavje za ene knjige, sem to bomo rekel, da sem si izmislil. Karkoli že. Ja, to so spet slikce. Kaj pomeni biti zmožen za kreativnost in zakaj trdimo? Vsaki možgani in seveda tudi njihovi lastniki so zmožni za kreativnost. Kaj to je? Aha. Ampak moramo pa še nekaj vsem prej povedati. Komod slikate? Ja, komod. To je itak, kot se temu reče, obče dobro. Ne? Ja. Lahko naredite tudi kaj tazga, ker sem jaz, ko sem Andy Clark ukradil slide, slikate še mene zdravo. Kako kad je vruta takrat rekel, kot je Andy Clark rekel, da, zaradi mene tudi ne. Ampak tako. Sama, ne, to ne bo tle, to bo, ja, to ne može biti. Ne, to bo pa ne. A sem dovoljsko? Sorry, pa bomo pošli. Preden odgovoril
odgovoril na vprašanje, zakaj so vsi možgani naredili za kreativnost. Zdaj pa moramo upeljati vmesnik, ki je začetek odgovarjanja na vprašanje, kaj se velikokrat zgodi z 10-mesečnim dojenčkom, zakaj ni tako kreativen tudi kasneje, kakšni že so. Eni pa niso. Kaj se dogaja? Pred 90 letih prejšnjega stoletja so si dva psihologa zastavila to vprašanje. Rodila se je teorija, začela nastajati teorija družbene nadrejenosti in podrejenosti, dominance. Zakaj vedno znova nekaj prevladuje v naših občestvih, v katerih živimo? In tak zelo začetni schematični odgovor na to vprašanje je tale. Ljudje smo očitno tako narejeni, da zlahka vzbujamo strah pri drugih ljudeh, oziroma da smo prestrašeni, da smo tesnobni in ta 10-mesečni dojenček še ni prestrašen. Za njega skrbijo, ga varujejo, ščitijo, on je v bistvu živi pod najboljšimi možnimi pogoji. To lahko rečemo. Mogoče kakšen tudi ni, ampak večina pa vendar ne je. Ali je tako, kot je za 10-mesečni dojenček tudi pozneje, za številne nažalost ni. Strah oziroma tesnobna stanja so najhujša, največja ovira pri postavljenih hipotez. Človek se preprosto ne upa več. 10-mesečni dojenček ima težav s tem. Mogoče bo pa še čez 2 leti imel. Ne bo se upal. Če mu bodo dovoljkrat rekli, da ne sme, da ni sposoben, da ne zna, da ne bo tiho ali kaj podobnega. Za razvoj tesnobni stan pravzaprav sploh ni treba prav dosti, nežalost. Torej, to je prvi dejavnik, ki ga moramo imeti tudi pred seboj, ko govorimo o kreativnosti. Drugi je pa tale. Dokazano ne obstaja trenutno, razen nekaterih tradicionalnih družb, ne obstaja sodobna, razvita družba, ki ne bi bila hierarhično urejena, ki ne bi bila na vrhu elit, podrejenih in družbenega dna, kot se reče, tako dalje. In vprašanje seveda je, zakaj so vse sodobne družbe, moderne družbe, razen tradicionalnih, nekaterih, da so hierarhično urejene? A je to nujno? Zakaj se zdi za nekega zunanjega opazovalca, recimo iz nekega drugega planeta, zakaj imajo vsi ljudje hierarhično medsebojno razmerje? Je to nujno? Kaj z njimi robe? Ker hierarhije nujno pomenijo nadrejenost in podrejenost. Seveda, čim so ljudje podrejeni, ne govorimo o objektivnih zakonitostih, ki se jih moramo podrejati. To, da moramo pokati gravitacijo, nesopisem, zdaj govorimo o družbenih razmerih, ne govorimo o naravnih razmerih. To, da je treba, če sneg pada, je fajn, če se ti oblečeš, ali če dež pada, je fajn, da imaš dežnik, ne govorimo o tem. Govorimo o razmerih, o odnosih nadrejenosti in podrejenosti. Seveda, ko imate tole pred seboj, potem že lahko začenjate misliti, zakaj se hierarhična družbena razmerja obnavljajo. In eden od dejavnikov, zakaj se družbene razmerja obnavljajo, pustimo zdaj ekonomske, zgodovinske obstrani. Eden, ki bi ga rad poudaril, ker je povezan s tem, če na mitu, ki govorimo, so miti, je vraževerje. So miti, s katerimi ljudje legitimizirajo medsebojne odnose nadrejenosti in podrejenosti. Ljudje sami tudi prispevajo k odnosom nadrejenosti in podrejenosti že v trenutku, ko verjamejo, da morajo obstajati. Da so recimo otroci, starši, da morajo biti učenci v razredu tiho, ko učitelj razlaga. Da obstaja vlada, ki je moramo bogati, da obstaja šef, pred katerim moramo biti tiho. In tako dalje, da so ženske bolj čustvene, bolj šibke, da so moški bolj racionalni in močnejši, ali pa je podobne. Cel kup takih legitimizirajočih mitov obstaja, kot jih imenujemo, v katere so ljudje pripravljeni verjeti in že s tem, ko verjamejo, jih obnavljajo. Ni treba
treba, da še zagovarjajo, da usnujejo kakšno družbeno gibanje, politično stranko, zadošča te, da verjamejo. Človek, ki verjame, da je podrejen, ali pa da bi moral biti podrejen. Recimo, otrok verjame, da bi moral biti podrejen svojim staršem. Ali ste se v Bibliji tudi piše, to mi zadnjič nekdo rekel. V Bibliji piše, da se Božji zapovedi piše, spoštuj očeta in mater. A veste, kaj sem mu rekel? Zdaj mi pa pokaž, kje v Bibliji piše, spoštuj svoje otroke. Ne piše. In bom kar čel zdaj opada. Kje 10 Božjih zapovedi piše, naj starši spoštujejo svoje otroke? Nikjer. To je simptomatično. Otroci pa morajo spoštovati svoje, kar je fajn. Verja tudi obratno. Torej, v trenutku, ko verjamem, da tak mit, sem že podrejen. Ali pa seveda, če sem položaju, da sem nad drugimi, da sem spletel neke lestice, v trenutku, ko to verjamem, se skladno s tem tudi že obnašam in obnavljam te odnose nadrejenosti in podrejenosti. In v tem trenutku je konec. Z vsem tem, o čem smo danes govorili. Ni več preverjenih hipotez, ni postavljenih hipotez, ni kreativnosti, ni razmišljanja v strojnem pomenu besedi. Ni konec. Je prevladuje, zato je ta izraz dominanca, prevladuje torej ubogljivost, pridnost, discipliniranost v tej smislu, vse točno se ve, kdo ne govori, ali pa se sme, to sme govoriti, da je podobno. In zdaj gremo lahko še, pa bomo pa itak nekaj. K tem slikcam. A ja, še eno bi moral prej povedati. Ne, bomo te slikce drugič. Bomo zdaj tole moram, da bomo dokončali. Danes sem hotel razmišljati o ideji, da je evolucija ljudi, človeške možgane, naredila za metakognicijo. O tem sem tudi zadnjič govoril, da možgani niso narejeni za to, da skladiščijo informacije. V možganih niso skladiščene informacije, nobene da boste našli, so pa možgani zmožni kreirati informacije, kaj je nekaj drugega, ker so narejeni za metakognicijo. In danes smo tudi videli, oziroma smo se lahko prepričali, da najnovejše znanstvene raziskave to neposredno potrjujejo. Pozvite 10-mesečnega dojenčka, prepričali se boste. Njegovi možgani že uporabljajo metakognicijo. Zdaj, ko govorimo o metakogniciji, govorimo o znanju, oziroma govorimo o zmožnosti za interpretiranje, za razlaganje informacij, podatkov in tako dalje. Informacije niso znanje, smo že rekli. Ne? Znanje je torej logično, konsistentno interpretiranje informacij. Ni pomembno katerih informacij. Tudi če najprej ne veste, da je tisto čebela, boste prej, da ste izvedeli, da je, ker bomo napovedali, recimo, kako drugače, potem da boste mogli več nazaj. Torej, pot je samo naprej, od informacij, podatkov, dejstvo k razlaganju, interpretacijam in tako dalje. Od na tej poti je potreben tudi svoj vrsti pogum. Čim je človek prestrašen, čim je tesnoba, ne konc. V tem smislu so kognitivne dejavnosti ljudi izjemno krhke. Se pravi, za enega človeka, kot se reče, enega otroka, da bo prenehal s temi kognitivnimi dejavnosti, mala malca. Nažalost, je to mala malca. Ne? In teh tesnobnih stanj se v tem človek izjemno težko znebi. Za konc pa še ta slika, to je moja, to je Ešerjeva. Metakognicijo si lahko predstavljamo, mislim, da je to zelo posrečen slika oziroma upodobitev metakognicije. Nobenega začetka ni, ne morate ga postaviti. Morate reči, kje se začne ta slika, katera roka riše katero, in tako deluje naši možgani. Da, če poskušate upozoriti, ker možgani so tudi hierarhično urejeni, njihove dejavnosti so hierarhične, ampak nenehno postavljajo možgani. Tudi, ko govorimo o dejavnostih, ki so najbolj na dnu zaznavanje, percepcija. Že možgani čisto na dnu postavljajo hipoteze, kot se temu reče top-down. Kaj bi to lahko bilo? In potem bottom-up gradijo načine kognitivnega preverjanja teh hipotez. Se pravi, samo zaznavanje sveta
že poteka kot postavljenih hipotez, preverjenih hipotez, sklepanje. Mi sklepamo, kakšen je svet. Ne tako, kar vidimo takega, kot je. Ker se to zgodi v tisočinki sekunde, svet tega naša zavest ne more verjeti, o tem pojma. In te interference, zdaj to sklepanje, je samo po sebi narejeno tako, da se nenehno, kot se temu reče, dviguje. Ali po domače, ko znam misliti, znam tudi misliti, kako mislim. Ko znam misliti, to že počnem na strukturiran način in znam raziskovati strukture, ki mi omogočajo, da mislim. In tako naprej. Lahko mislim, kako raziskujem strukture, ki mi omogočajo misliti. Naši možgani so narejeni za to. Zato je mogoče kognitivno vzeto najbolj žalostno, ko kdo komu reče komplicirati pa ne bomo, ali pa filozofirati pa ne bomo. Vse včasih je res kompliciranje zgolj brezvestno kompliciranje, ampak včasih pa ni. In filozofiranje, ki je filozofiranje, je vse kaj drugega, kot ljudje ponavadi mislijo, da je. Torej, če vprašate možgane, bi rekli, ne, glih to hočemo početi, vse zato smo narejeni. No, 5 minut bomo še, mogoče, če kdo še bi kaj dodal k temu, če ne bomo pa končali za nas. Prosim. Razmišljam o tem, da potem takem je Montessori izobrazba zelo blizu temu, ki bi zdaj razlagate. Sam so dovoljeno razmišljanje, napake, sam se lahko čiš prideš do rezultata. Absolutno. Absolutno. Tudi izvira iz filozofije, ki poudarja na tam, kot vse vede. In ključno bi samo še dodal, in to tudi Montessori oziroma tisti, ki se s tem ukvarjajo, vedo, kako izjemno, ampak tega se ne da dovolj poudariti. Pomembno je, da je otrok, človek, kdorkoli, pri teh dejavnostih varen. Se pravi, postavimo hipotezo, se izkaže, da je napačna. Če to naredijo znanstveniki, ki pravzaprav veseli, po tej poti ne gre, gremo po uni, gremo po tretji. V vsakdanjem življenju je pa vse preveč, da ljudje potem planejo drug do drugega, si naumen, si butasti, pogled pa si na redu, nalagajo mu občutke krivde. To je morda največja katastrofa, kognitivno vzeto. Jaz sem tukaj nekje en slajd, če še to, mislim, da je tam je toliko dober in bi ga kar uporabil. Če bi tole ni. Tole. Če mene vprašate, bi zlasti šola morala biti tole. In poudarjam besedo igrišče. Znanost je pravzaprav sofisticirano, kompleksno igrišče za razvijanje vednosti. Ko se človek ne počuti več dovolj varno, ko začne razmišljati tega rajnom reku, ga tudi ne, da si na obdobju mislil brez veze, pobraj tiho in tako naprej. Konc. Je konc. In na žalost, a veste, je to morda videti še na začetku, preživetvena strategija, v redu, bom brez veze, ne najbolj tem. Ni tako preprosto, a veste, čez 20 let, čez 30 let in tako dalje Alzheimer. To ni zdaj kar izmišljeno. Poznamo vse vmesne faze, kako se začne, recimo pod stresom, kako se začnejo razvijati te misfolded beljakovine. Ko je 1, ni še nič narobe, ko je 2, tudi ne, ko je 3, tudi ne, ko je pa milijardta Alzheimer. Začelo se je 25 let pozneje in eden od dejavnikov, nisem branje knjig, je stres. Stres je pa pravzaprav malo schematično, če ne drugo ime za ne počutim se varno. Mi vemo, kaj pomeni. Vsakdo od nas verjetno, vsaj upam, ima občutek, ko se počutiš varnega. Ampak ko se res počutiš varnega. Občutki varnosti so sestavni del, ključi sestavni del tega, kar imenuje well-being. Blagostanje. En krasen ta slovenski izraz. Blago
stanje. In naši možgani so najbolj produktivni, glih takrat. Zato tudi mene ne prepriča, ker nekateri hoče biti pametni, pa ja, malo stresa, pa mora biti en stres, je pa pozno. Ni! To so neumnosti. Blagostanje je tisto. Opazujte na 7-mesečnega dojenčka. Njegovi možgani delajo šus. On se pa počuti od blagaj. Opazujete, glih kar je bilo na materni dojki, pa tebe še malo bolj teče. Ja, temu se skušali približati, hvala Bogu, vsaj meni, ne. Mi smo pa velikokrat preobremenjeni z čudno obliko storilnosti, ki v resnici včasih ravno kontra od kreativnosti. Kreativnost ni obremenjena s količino. Kreativnost zelo težko spraviti v številke. Hvala, mogoče zaradi meni tudi lahko, ampak ni mene potrebe. Ker je fluidna, ker se ne nekdo spreminja, tako kot tudi dve nišarjevi roki, ki ena riše drugo, ki riše prvo in tako. Prosim. Jaz se že dolgo sprašujem, zakaj v bistvu pač ne, kako rečem, ti klasični učitelji, oni so večina, ki pripričani, da se otroci pač nauči učiti, da se itak se jim ne da, da to ni v njih in da jih samo z ocenami lahko pa pravi tega, da se učili. Sploh ne razumem, ko jaz ne razmišljam to in težko dojamem to, zakaj tako velika večina to razmišlja tako. Ampak tako še odgovor. Ja, imam, ker sem že sam učitelj toliko let, da raj ne bi povedal koliko let. Ne, se ne da mi je naroden, ampak cinični postajajo. Cinični postajajo, verjamem tudi, da imajo nekateri slabe pogoje dela, da niso dovolj nagrajeni, bla, bla, bla. To so dejavniki, ki so znani. Bi pa še enega dodal, bi pa še enega omenil, če greste recimo na Finsko, se boste pripričali, da je na Finskem izjemno težko postati učitelj, da je selekcija strašna, da ima večina učiteljev PhD iz edukacijskih vednosti in da je poklic učitelja zelo cen. Zelo. Kaj to pomeni? Zdaj, na kratko seveda, ampak moramo nehati, ne? Lahko bi drugič, če boste želeli še nekaj. To, kar sem danes povedal, z lahkoto preslikam na učitelja. Če se spomnite dobro, sem vmes uporabil besedo strast. Strast do učenja. Spet, naši možgani so narejeni za to. Učenje, spoznavanje je samo po sebi zanimivo. Ni treba nič od zunaj še prepopati z nalepke, nešto je pa zanimivo. Jaz vem, da je več, to je adventure, to je vznemirljivo potovanje po realnosti. Ali je to mogoče spodbujati? Sorazmerno zlahka. Zdaj, prosim, človek, ki tega ne čuti v sebi, strasti do znanja, je težko dober model za, recimo, učence, otroke, tako. Težko je dober model. Oziroma je bolj verjetno model, ki ga otroci posnemajo, ker k temu težijo. Aha, sej se da na izi, zlahka, aha, tebe moš malo Boga, tle bo tih biti, v bistvu se učijo nekega svojevrstnega cinizma. Ampak tega cinizma še ni v 10-mesečnem dojenčku. Naučijo se ga. In zdaj, odrasli cinični ljudje, se so vsi učitelji cinični, da bom rekel tega. Tega nisem rekel, znamo pa kamero. Pa kamero pravi, niso vsi učitelji cinični. Tega nisem rekel. Ampak sem pa rekel, ne, kdor ne čuti tega v sebi, da bom namenil prav še en izraz, ki je malo pesniški, zagotovo, torej to si upam trditi, je veliko, izjemno pomembno poslanstvo, da imaš privilegij delati z otroki, ki sploh niso tvoji, ki pripadajo drugim staršem, izjemna odgovornost, da nadaljuješ to, o čem tukaj govorimo, kar možgani že počnejo in da ti to spodbujaš. Samo če tega pri sebi ne prepoznaš in ne čutiš, potem ne moreš biti dober model. Jaz se samo, ne, mogoče si me boste pridružili, ne, od vseh 10 učiteljev,
ki sem jih v svojem življenju srečal, pa gotovo vi tudi, ne vem, če so trije taki, da se jih spominjam z enim tistim občutkom, mater je bilo dobro. Pri vseh ostalih je bilo tako malo strah, malo tesnoba, malo pustega primer, uboginga, lepiden, vedno tisto, kar hoče, vedno na faksu. To je eno ključnih vprašanj bilo na faksu. Nekako bilo profesor, vse poznate to sceno, ko priješ mi izpit in učitelj reče, da ne žblijo. Potem ti govoriš in s te strani, pa z une, pa s tretje, pa četrlo, pa tako s prvo gleda. In si misliš, pismo, neki nezadovoljen, nekih mu še nisem povedal, kaj ne mu še brati? Kaj že nekje stavke tisti magičen, da bi mu dal vsaj 6? In včasih se zgodi, da ne morate pokrutati magičnega stavka in vam reče, kolega, se vidimo prihodnič. Shit, pa 10 minut sem govoril. To je najbolj dobijalsko. Ne vem, če poznam, ampak to mislim, po moje poznate. Ne moreš biti dober model. Ampak je moramo pa res nehati, ne? Seveda, zdaj moramo tudi učitelje malo vzeti v bran. Dokler bo politika in oblast pričakovala od šole to, kar vedno bolj pričakuje, učenje za podjetništvo, za podjetnost, za ne vem kakšno storilnost in tako naprej, ne vem, kako se sploh lahko iz tega izvlečemo. Resnično to mislim. In to, kar jaz tukaj počnem, je pravzaprav en prispevek k temu, da vsaj malo razmišljamo, kaj pravzaprav delamo iz te šole, ki je evo, s te stavkom pa zdaj končamo, tega sem že velikrat povedal, ga bom še. Ne? Če bi zmanjšali količino vseh teh podatkov za 90%, smo na dobri poti k eni boljši šoli. Ok, hvala lepa. Vi ste zelo prijatelji. Hvala lepa, Tomi Stenič.